Čau, Jure tukaj. Sem pevec in kitarist pri različnih zasedbah in igram kitaro že od malih nog. Danes vam bom pokazal ene par trikov, ki jih jaz uporabljam, ko igram komade, ki jih igrajo celi bendi in jaz jih pa hočem igrati samo na eno akustično kitaro. No, pa si poglejmo en relativno enostaven komad in sicer od Green Day, When I Come Around. Komad je iz G-dura in akordi si sledijo takole. G-dur, D-dur, E-mol in C-dur. Ko pa igrate v posnetku, pa ugotovite, da nekaj naklapa. To pa zaradi tega, ker imajo kitare spuščene za pol tona nižji. Se pravi, njihov G je dejansko naš fis. Kot prvi nasvet bi vam jaz svetoval, da si igrate komad tako, kakor je uglašena vaša kitara, se pravi kar mirno iz G-ja. Lahko si kitaro preglasite, ampak če boste hoteli več pesmi hkrati igrati, zna biti to problem. Lahko pa vse pesmi igrate iz disa, a ne? Haha. Treba je pa tudi meriti, da če boste igrali tako, kot sem vam jaz svetoval in boste hoteli peti zraven, bo zelo vokal, bo mogel peti višje. In zdaj, če tega niste zmožni, je tudi se vprašati mogoče boljše, da preglasite kitaro. In to je en tak prvi nasvet, kar se tiče uglaševanj kitar. Se pravi, če nimate visokega vokala, pametno kakšen pol tona nižje uglasiti kitaro. No, jaz sem iz E-ja in bom igral čisto normalne G, D, E in pa C akorde. Billy Joe Armstrong igra power akorde na električno kitaro, kar zgleda nekako takole. Ja, mi pa hočemo zadevo igrati na akustično kitaro, zato vam jaz kot nasvet številka 2 podajam, dajte vse te akorde, ki sem jih zdajle jaz odigral, pretopiti v akorde z odprtimi strunami, se pravi akordi, ki so igrani zelo nizko na kitari. Takole. In če že pogledamo nek G-dur, ta z odprtimi strunami je veliko širši, veliko lepši. S tem boste dosegli veliko boljše rezultate. Kot tretji nasvet bi vam rad svetoval, da uporabljate akustično kitaro tako, da čim več brenkate z njo. Nimate električne kitare v roki in nimate distoržna, efektov in teh stvari, zaradi tega se boste mogli malo znajti. In kaj mislim s tem? Ko je trenutek, čim več brenkite, probite čim več izražati s kitaro nekih zvokov in bo tudi čim bolj polno izpadlo, ko boste sami igrali. Kaj mislim s tem? Poglejte tole. Se pravi te pa-ta-ta-ta-ta na konc, pa ta pok. Vse te stvari pripomorejo, da poslušalec ne pogreša toliko ostalih inštrumentov. Seveda to ni isto, ampak ima svoj čar. Tako da ta trik je zelo, zelo pametno uporabljati in če se le da, sledite nekemu ritmu in ga naredite čim bolj bogatega. Da pa ne bomo govorili samo o kitici, pa se pomaknemo naprej v komad v bridge, ki je sestavljen iz A-mola in C-dura in gre nekako takole. In potem nazaj v kitico. Že takoj tukaj ste videli, kaj sem naredil. Dajte izkoriščati dinamiko inštrumenta, se pravi, iz bolj potih na bolj na glas. To lahko naredite z akustiko in to je the best. In na koncu ste pa videli, sem naredil še en trik, se pravi, ko je nastopila neka pavza, sem lahko izkoristil tisti trenutek tišine, zato da sem dodal noter en zvok, ki spet obogati, kako vi igrate kitaro. In to, vsi te majhni triki bojo se seštevali in vi boste izpadli the best, ko boste igrali kitaro. Tudi vam bo zelo všeč in to zelo bo luštno te stvari igrati. Tako da to je moj naslednji nasvet. No pa se poglejmo, kako bi vse skupaj zvenelo. Don't get lost.
search the world around. 'Cause you know where I'll be found when I come around. Takole kak. Se vidimo.